Spet smo na istem kanalu, ob istih dnevih, ob bolj ali manj isti uri, z istimi facami, samo malo starejšimi, pa s čisto drugačnimi avti. In skupom novost jasno. Celo zimo smo bili pridni in pripravili cel kup vsebine, evo, na hiter sam nekaj posnetkov. Zdaj pa še nekaj za dušo. Test. Ampak sneg je zakon tudi na cestah. Se vidimo. Ja, nekaj pa bo za videti. Ogromno seveda že nocoj, ker boste videli novosti salona v Bruslju. Anže bo predstavil spet en nov avto na naših cestah, na začetku pa se Matej odpelje v prihodnost. A bomo imeli v prihodnosti avto na sneg? Ja, se to je voda. Danes pa vozim prihodnost. Tako pravijo. Sicer avto ni več toliko nov, imam občutek, kako da sem v kakšnem filmu nazaj v prihodnost. Takšna retrofuturistična zadeva se mi zdi tale Miraj, čeprav še vedno dobro izgleda. Ampak prihodnost pravim zaradi pogona, ker ta avto poganja zaenkrat najčistejši energent v vesolju – vodik. Kako in iz česa je vodik pridobljen in koliko energije se pri tem porabi, je druga zgodba, ampak moj moder avto poganja zeleni vodik, vsaj tako so mi zagotovili. Torej je bil pridobljen samo z obnovljivimi viri, kot sta sončna in vetrna energija. In kaj je moj izpust, ker nekaj se zadnji vse en kadi? Voda! Ja, to je čista vodna para. Se lepo zlije z vso vodo, ki me tukaj obkroža. Takole se še bolj vidi, ko se ustavim, ker se mora očistiti voda, ki je nastala kot stranski produkt v gorivnih celicah. Vodik, gorivo prihodnosti. Že dolga leta to poslušam in ja, je zanimiv, sploh za kakšna velika vozila, kot so tovornjaki, avtobusi in vsaj zaenkrat pogojno tudi za kakšne velike avtomobile. Če povem tako, kot smo se učili v osnovni šoli, elektrika nastane s kemično reakcijo, ko se združita vodik iz teh rezervoarjev v avtu, pa kisik iz ozračja in pri tem kot stranski produkt nastane voda. Seveda vse skupaj ni toliko enostavno, kot se sliši, sicer ne bi bilo tukaj toliko enih kablov pa različnih komponent, je pa alternativa, ki bo mogoče nekoč res zaživela, tako da vodik je gorivo prihodnosti, oziroma že sedanjosti. A je to prva polnilnica na vodik pri nas? Prva v tej konfiguraciji. Bila je pred leti postavljena polnilnica v Lescah na petrolovem bencinskem servisu. V tej konfiguraciji, pa v tej velikosti je pa zdaj prva pri nas. Posebej pa še, da je prva javna, no, da je še to. Ja. Ravno to me je zanimalo. Torej, jaz lahko pridem tudi sam privatno polniti svoj avto, če ga imam, seveda. Tak je namen, ja. Okay. Kakšen je strošek polnjenja? Ja, kilogram vodika je zdaj 20,69 evrov. Ampak to je neka začetna cena. Ta cena se bo v vsakem primeru mogla znižati, drugače tole vse skupaj nima nobenega smisla. Čakamo na uredbo vlade o dodelitvi podpore proizvodnji vodika in potem bomo lahko to ceno tudi prilagodili, da bo sprejemljiva za vsakdanjo uporabo. Torej, cilj je, da cena pade na kakšno vrednost? Da cena pade nekje po 9 evrov. 9 evrov. To pomeni, da je podobno, kot če bi imel avto porabil tam okoli 6 litrov na 100 km. Približno tako, ja. Okay. Zakaj vodik? Zakaj je vodik sploh primeren, recimo, za vozila? Ja, primeren je zato, ker v bistvu za sabo ne pušča nobenih emisij. Ne. Vodik je neproblematičen, zato ker pri vožnji vi ne obremenjujete s to mobilnostjo okolja. To je ena stvar, druga stvar, relativno majhno zalogo goriva vi prevozite dosti veliko razdaljo. Ne. V tem primeru je vodik ima neke prednosti v primerjavi z baterijo. Ne. A vodik že proizvajamo v Sloveniji? Prav, da bi rekel, množično ga ne proizvajamo. Zdaj Energetika pripravlja svojo proizvodnjo vodika v Podotiku. Zgradili smo že 2-megavatno fotovoltaično elektrarno in letos bomo začeli postavljati proizvodnjo
napravo za vodik in v tretjem kvartalu naslednjega leta bomo v bistvu bili samooskrbni za količino vodika, ki jo tukaj lahko distribuiramo za mobilnost. Torej govorijo za mestni promet. Mestni promet in vse osebna vozila, ki tukaj bojo prišla na polnjenje. Ok, a so tudi kakšne omejitve glede polnjenja? Govoriva o tem, koliko vozil se recimo lahko na dan napolni, ker jaz vem, da imate vi klele neke zalogovnike, kar pomeni, da ni neomejena količina tega vodika, a ne? Načeloma je kapaciteta tele polnilnice 750 kg vodika na dan. To pomeni, da lahko napolnimo do 20-25 avtobusov ali pa 150 osebnih vozil. So pa zelo veliki začetni stroški. To pa res. Dajva malo številke, kaj to pomeni? Da si malo predstavljamo, zato ker jaz vem, da so to take številke, da je kar težko se tega lotiti. Ja, tle pri tem ne moreš gledati samo na ekonomsko računico, tle je potrebno nekaj entuziazma, pa na nekih drugih osnovah moraš iti v take projekte, predvsem na nekih okoljskih, ne samo izračunavati, kaj se splača, kaj se ne splača. Noben obnovljiv vir se ne splača v osnovi. In pri vodiku je ravno tako, ne. Zdaj vrednost tele polnilnice je zdaj 4,5 milijona evra, če gledamo vse skupaj, infrastrukturo plus oprema. Vrednost opreme je 2 milijona 400, tako da iz tega ven tole ni glih igrača, ki bi si jo glih vsak privoščil. Seveda je pa treba imeti dober poslovni model, ne, ker v Evropi so zaprli veliko nekih polnilnic, ker niso imeli poslovnega modela, preden so šli v postavitev. Ne. Mi smo tukaj naredili nekaj drugega, kot delajo drugje. Mi smo najprej poskrbeli za odjem vodika, potem pa smo šli delati polnilnico. Ne. Glede na to, da ste šli v tako veliko naložbo, pričakujete, da se bo tudi povečala poraba vodika v prihodnosti? Ja, seveda, s tem namenom smo šli, ker če tega ne vidiš, potem nima smisla, da se tega sploh lotevaš. A veste, mi vseeno verjamemo, da ljudje bojo enkrat spoznali, da ni vseeno, kaj spuščajo v zrak, ker naši ljudje so polni nekega govorjenja v čistem zraku, dokler se ni treba sam pri sebi odločiti, da moraš nekaj narediti, da boš bolj čist pa bolj sprejemljiv za okolje. Ampak, če govoriva pač recimo o nekih ocenah srednjeročnih nekaj letih, koliko bo pol teh vozil pri nas? Ja, zdaj mi imamo z Mestno občino Ljubljana nekak cilj, da bi tukaj 40 avtobusov vozili na vodik do leta 2030. Jaz verjamem, da se bo tudi nekaj fizičnih oseb odločilo, da si kupijo vozilo na vodik. Zdaj proizvaja jih BMW, Toyota, Hyundai. Tako? Nekaj te ponudbe na trgu je, jaz verjamem, da bo kakšen, ki se bo za to odločil, ker bo pač ugotovil, da je bolj pomembno, da se voz poceni, da se voz sprejemljiv, okolju sprejemljivo naokrog. Tako. Kaj pa Mirai kot avto? Zelo zanimiva zadeva. To seveda ni prvi avto na vodik, ki ga vozim. Celo takšen Mirai sem že vozil v tujini, pa recimo Toyota Hilux z istim pogonom. Predtem kar nekaj let nazaj že v Ameriki prototip Chevrolet z gorivnimi celicami in podobno. Ampak serijski ni bil še noben od teh, ta pa je, zato kapo dol Toyoti, da sploh zapelje takšen avto na ceste, ki ga lahko uporabljaš vsak dan. Če ga imaš kaj polnit, jasno. V osnovi je to hibrid, torej ima podoben pogon, kot ga že poznamo iz Toyotinih hibridov, samo da tukaj elektriko proizvaja gorivna celica, ko je obremenitev večja, pri manjših hitrostih pa ga poganja samo elektromotor, ki energijo črpa iz majhne litij-ionske baterije z 1,2 kWh. Tudi zato je vožnja enaka kot pri vseh njihovih hibridih, samo precej tišje je, ker se praktično ničesar ne sliši, kar se pogona tiče. Brez težav doseže tudi 88 milj na uro, kar je po naše 142 km/h, in to je hitrost, s katero se je aktiviral kondenzator pretoka na DeLoreanu v filmu Nazaj v prihodnost. V bistvu gre ta še hitrej. 175 km/h, dostop pa pospeši v 9,2 sekunde. Dobro, niso to zdaj neke nore številke. Moč elektromotorja je 134 kW, kar je 182 konjev, ampak Mirai se z nobeno stvarjo ne trudi biti športen, to je res umirjen in udoben avto, ki v tišini zre v prihodnost. Se pa res lepo pelje, ful je lepo vodljiv, tehta pa malo manj kot 2 toni. 5,6 kg vodika lahko shrani v 3 rezervoarje, ki so jačeni z ogljikovimi vlakni, da lahko prenesejo kar 700 barov pritiska. Pod takšnim tlakom je shranjen vodik v avtih. In če imam trenutno porabo 1,16 kg na 100 km, pomeni,
da lahko prevozim dobrih 400 km. Ko sem se vozil samo po mestu, je bila poraba 0,85 kg, tako da bi s tem lahko prevozil tudi 600 km samo po mestu, kar je pa precej blizu temu, kar pravi Toyota, da lahko prevoziš 650 km. Noter kar fancy z materiali, čeprav je pa kar neverjetno, kako že po 4 letih deluje malo zastarelo, predvsem s tem zaslonom in grafiko. Ampak zadeve delujejo in večinoma je uporaba tega avta ista kot prav vsakega drugega. Spredi se sedi odlično, zadaj pa ne toliko, ker je vmes tukaj zelo zajeten greben, pa tudi prostora ni toliko za noge in glave od zadaj, kot bi pričakoval od avta, ki je dolg skoraj 5 metrov. Isto prtljažnik, samo 300 litrov mer, ker mu veliko prostora vzamejo komore za vodik, zato bodo verjetno za takšen pogon v prihodnosti bolj smiselni višji in tudi malo večji avti. Aha, je pa tukaj še en zanimiv gumb, H2O piše gor, torej voda po domače. Namenjen je pa temu, da preden se ustaviš, že med vožnjo spustiš vso vodno paro ven, ne pa potem doma v garaži ali pa na parkirišču, kjer te pol folk vedno ful čudno gleda, kaj se dogaja s tvojim avtom, ker so vse kadi ven. Pa ni seveda nič narobe, ne? Vodik je v enoatomnem stanju najpogostejša kemična snov v vesolju in predstavlja kar 3/4 vse vidne mase. O temni energiji in snovi ne bom govoril, ker še nista odkrita, čeprav skoraj gotovo obstajata in mogoče bo pa kaj od tega tudi energent v prihodnosti za avte. Ok, malo znanstvene fantastike je bilo to. Imam pa tudi realen podatek o tem, da se iz 8 litrov vode ustvari 1 kg vodika, kar je okoli 20 kWh električne energije. To pa je recimo okoli 100 km vožnje z avtom. Pri procesu se je sicer porab 15 litrov in ogromno elektrike, ampak ne bi bilo toliko narobe, če bi rekel, da z 1 litrom vode prevozim dobrih 12 km. Mal drugače pa pri avtobusu. Tukaj sem na svečani otvoritvi prve javne vodikove polnilnice v Stanežičah na obrobju Ljubljane izvedel, da porab približno 1 liter vode na kilometer, če se malo pohecamo, ne? Seveda je poraba veliko večja, ker avtobus porabi veliko energije tudi za ogrevanje pa hlajenje, da je potnikom bolj udobno. V Ljubljani imamo že 8 avtobusov na vodik, 2 še pripeljata, pa še 25 novih na elektriko bo prišlo. Tako da ja, javni promet bo bistveno čistejši. Do leta 2030 naj bi postal že ogljično nevtralen, ker bodo tudi obstoječi avtobusi, ki se zdaj vozijo na metan, potem vozili že na biometan. V glavnem se dogaja, delček tega pa se bo verjetno prenesel tudi na avte. Zaenkrat se sicer vse skupaj dogaja še počas, ker je vse skupaj zelo drago, čeprav sam Miraj pa ni toliko drag, kakor bi si človek mislil zaradi vse tehnologije, ki je vgrajena vanj. Kot en dražji električni avto stane in ko bo infrastruktura zgrajena, pa vodik seveda dosti cenejši, sem prepričan, da bo del prometa uporabljal tudi to gorivo. Dobrih 400 km sem spet prevozil in mi že teži, da je prazen, tako da ga zdaj nafilam, dobrih 5 minut počakam, pa šibam naprej, v prihodnost. Oziroma v sedanjost, vse to je zdaj. Se pravi, se bomo čez 10 let vozili na vodik, ali kaj? Tega si ne bi upal lih reči, ne. Je pa res, da Toyota zelo verjame v vodik, ker so razvili že cel kup dirkalnikov na vodik, recimo ta zadnji je GR Yaris, Rally 2 H2 koncept, tako da lej, očitno se dogaja. Lej, še dar, da sploh imamo kako firmo, ki si upa toliko denarja vlagati v to tehnologijo. Edini, če se spomnim zdaj iz glave, je toliko pogumen še Hyundai, pa Honda nekaj tudi razvija, ostali pa bolj opazujejo. Ja, in to z varne distance, ne? Pol se bojo pa spet jokali, ko bo prepozno. Gremo reči naprej. Anže na naših cestah spet vozil en čist nov avto s takim zanimivim imenom. A tega? Ja. Na nekaj me spominja ta oznaka, pa se ne morem spomniti na kaj. Brazilian Jiu-Jitsu ni, ker ti je bilo BJJ, tukaj je pa sam BJ. Ne vem, no pa se niti ni pomembno. Tole je Bajik BJ30 in izgleda precej terensko, ker tudi je terenski. Sicer ga ne bi postavljal ob bok najbolj norim terencem tega sveta, ampak je od njih tudi nekajkrat cenejši in že zato lahko zanimiv za vas. Pa najbrž smo vsi skupaj zelo zadovoljni, da nimam spet navadnega križanca, ampak malo bolj resno stvar. No, ali pa sem vsaj jaz zadovoljen, vi vem, da križarce obožujete. Meni pa všeč, da imam resen stroj tukaj, srednji česar, na snegu
ker najbrž nekje relativno blizu zimsko spančka ziher kakšen medved, pa da se lahko saj skrijem pa odpeljem, če ga vidim. Čakaj, se bom jaz rajš malo zavaroval. BJ30 ima zadaj zelo zanimivo polico, ker je v bistvu tole mizica. Evo ga. Potem imam tukaj zadaj spodaj še 4 nogice, pa je vse skupaj zelo primerno za piknik. Oziroma zame danes za nekaj drugega. Sam mandle imam, upam, da ni preveč zbirčen. Ok, problem rešen. BJ30 je dolg 4,7 metra, kar pomeni, da tole sploh ni majhen avtomobil. V prid terenski vrlinam poleg 4-kolesnega pogona in najrazličnejših profilov podlage govori tudi 21,5 cm oddaljenost od tal. Vem, da to ni največ, kar ste že kdaj srečali, ampak to je recimo samo pol centimetra manj, kot je od tal oddaljen Subarujev Forester, pa vsi vemo, da tisti avto prileze marsikam. In jaz ravnkar dokazujem, da tudi ta prileze marsikam. Pa še res dobro izgleda. Včasih mi kitajsko oblikovanje s tistimi ogromnimi maskami ni najbolj všeč, tukaj se mi pa ne zdi nič prevelika in mi je avto zelo simpatičen za pogled, pa všeč so mi v bistvu tudi te ostre linije, ker potem deluje bolj robustno. In znotraj je tudi zanimiv, prestavna ročica je dobila navdih po bojnih letalih in v bistvu zelo dobro izgleda, se pa z njo ne da peljati tako kot v letalo, ker full power! No, ne gre. Ostalo tudi štima. Presenetljivo dobri materiali me obdajajo, sedeži so recimo usnjeni, volanski obroč je dovolj majhen in precej prijeten, osrednji zaslon pa naravnost enorman. Zdaj smo v naših oddajah imeli že toliko kitajskih avtomobilov, da počasi ne bo več treba govoriti, da je zaslon dober, ker je pravzaprav celo boljši kot pri marsikaterem evropskem tekmecu. Tudi vmesnik je dovolj dober, nimam čisto nobenih pripomb. Moram pa preveriti nekaj drugega. Pa je, se ti sedeži položijo v povsem ravno dno, to pa z namenom, da lahko potem tukaj zadaj tudi spite. Dolžina tega dela je 180 cm in če ste manjši, boste ležali precej udobno. Jaz bi lahko imel še klobuk na glavi, pa bi bilo prostora dovolj. V promocijskem videu sem opazil, da se da dobiti tudi po meri izdelano blazino za tukaj zadaj, da bo bolj udobno in pa ostale dodatke, recimo lestev, da se lažje pride na streho, pa pohodno streho, vlečno kljuko in tako naprej, da se boste tudi vi lažje izgubljali v naravi. No je pa recimo serijska ta stopnička za lažji vstop in izstop. Vsaj za tiste, ki smo bolj majhni. Pogon je 4-kolesni, ker je tole hibrid in sprednji par koles poganja 1,5 litrski bencinski motor, ta ima 113 kW moči, zadnji par koles pa poganja elektromotor s 93 kW moči. Skupne sistemske moči sicer ne navajajo in ni seštevek teh dveh obeh cifer, očitno se jim ne zdi podatek dovolj zanimiv, jaz pa lahko iz prakse povem, da je moči več kot dovolj. V bistvu se mi nikoli ne zdi avto podhranjen, na navadnih cestah prav lepo gre in tudi tukaj le na terenu, ki je včasih kar zahteven, nimam čisto nobenih težav. Porabo imam pa tudi okrog 7 litrov, kar pomeni, da ni preveč gorivno požrešen. Zdaj, jaz se vozim po teh zahtevnih terenih samo zato, da vam dokažem, kaj vse avto zmore, sem pa prepričan, da se vi takole ne boste vozili. Če kje obstanem, bo pa treba poklicati traktor, da me potegne ven. Malo je problem mogoče, ker niti signala ni tukaj. Ampak predvidevam, da bo vse ok. No, ven sem predvsem želel pokazati, da se lahko brezskrbno peljete po zimi do kakšnega smučišča ali pa poleti do kakšne malo bolj odročne koče, ker bo šlo brez težav. Če jaz tukaj lahko skoraj plužem tole, vi sploh ne boste imeli težav. Evo, sem šel v nižjo dolino, kjer ni več snega, da vam lažje pokažem še eno terensko stvar, ki se mi zdi v bistvu precej zanimiva. Vstopni kot, to je kot spredaj, ko se recimo približate določeni klančini, je 24,5 stopinje.
Vem, da marsikomu ta podatek ne pomeni absolutno nič, vam pa takole lahko pokažem, da se v bistvu gobac avtomobila kar precej hitro in suvereno dvigne proč od ovire in ni res velike bojazni, da bi s spodnjim delom zadeli v klančino. Prehodni kot, to je tako, zapeljete preko slemena ovire in je najvišja točka nekje pod avtomobilom, je 21 stopinj, kar je recimo manj kot pri Toyoti Land Cruiser, no izstopni kot, to je pa tisti kot zadaj, je pa kar 30 stopinj, kar je pa celo več kot pri kruzarci. In ta podatek mi je še posebej všeč, ker je tole vseeno samo urbani avtomobil z nekaj terenskimi mišicami, ne pa pravi terenski tank. In to je to. Sam še po mizico skočem, pa se zapeljem nazaj v dolino. Job done, bi rekli Američani. Job. Zdaj se spomnil, kaj pomeni BJ. Beijing oziroma Peking po domače. Ja. In konc prispevka. Lahko pa zdaj poveš, kaj si mislil s tem na koncu prispevka, ne? Ne, ni časa. Lahko pa povem, da je bilo letošnjo zimo veliko manj novosti kot prejšnje sezone, v bistvu je novih samo nekaj avtov. Ja, so pa ti toliko bolj pomembni. So, za začetek novi Clio. To je v bistvu eden najpomembnejših modelov za nas Slovenci, tudi eden najbolje prodajanih modelov nasploh. Ta bo sigurno še zdaj zanimiv, čeprav mu križanci kar fajn narežejo peruti. No, nova generacija je 6 cm daljša, tudi oblikovno je bolj agresiven, da bo bolj opazen na cesti, pa v bistvu ima 3 različne motorje, poleg bencinskega je na voljo tudi plin, pa hibridne različice. No, drugi najbolj pomembni avto pri nas pa bo T-Roc, če mene vprašaš. Že zdaj je bil drugi najbolj prodajen Volkswagen pri nas. Drugi je 12 cm daljši, bistveno bolj aerodinamičen, s skupom najnovejših tehnologij in s pravimi gumbi na volanu. Evo, Volkswagen je končno priznal napako in so vrnili na volan tisto, kar smo želeli mi kupci, ne pa oblikovalci. Zdaj sprva sta na voljo 2 1,5 litrska turbo bencinska motorja, menjalnik je pa samo še samodejni. Vidiš, zanimivo, ne? Ker Mitsubishi Grandis bo pa pri osnovni opremi lahko imel še ročni menjalnik. Sicer je pa to ime, ki se po 13 letih vrača na ceste, zdaj je to križanec s 5 sedeži in ne več v bistvu velik enoprostornik s 7. Vem, da vas spominja na model Symbioz, ker si z njim deli tehniko, je pa tudi ta zanimiv, ker ima tako atraktivno masko, pa fine pakete opreme, tudi hibrid bo na voljo, jasno. Ti, kaj pa elektrika, je tudi tukaj novega? Kaj to mene sprašuje? Se zbiti na kiji? Zato sem pa načel to področje, ki je pri voznikih v Sloveniji vse bolj priljubljeno. Lani je bilo prodanih kar 2-krat več električnih avtov, ne? In Kia ima zelo zanimiv kombi PV5. Ta je samo še električni, izdelan na namenski platformi, na osnovi katere bo potem izdelanih še več lahkih gospodarskih vozil. No, k nam vsak čas pripelje tudi novi BMW iX3. V bistvu smo ga v živo že videli, tudi peljali smo se z njim na mednarodni premieri. Matej je bil precej navdušen, prav, da se ga lahko upravičeno veselimo. Ja. Domačo premiero so pa izkoristili za predstavitev sodelovanja z inovativnim podjetjem Sipa Boards, pazi to, ki izdeluje samonapihljive elektrificirane deske za stoječe veslanje. Po domače e-super. Ja, upam, da bomo to tudi zraven avta dobili na test, ne? Itak sem se že zmenil, ker vem, da imaš ti te vodne športe zelo rad. Dobro, jaz si se raj ležim ob vodi, ampak kaj, da bom prav tudi to, ja. A veš, katera je najbolje prodajena kitajska znamka pri nas? Dongfeng. Sicer v največji meri po zaslugi modela T5 Evo, ki je res zelo priljubljen. Test si pri nas lahko pogledate na volan.si, če ga slučajno še niste. Za letošnje leto pa pripravljajo kar nekaj novosti. Za začetek električno različico T5 Friday EV, ki bo v bistvu z upoštevanjem subvencije celo nekaj tisočakov cenejša od navadnega. Potem je pripeljal tudi velik enoprostornik U-Tour V9 s 7 sedeži, pa s prestižno notranjostjo. Mali boks je pa dobil močnejši polnilnik. A ja, imajo tudi robota pomočnika, ki lahko strankam svetuje celo po noči. No, to bi pa rad videl, no. Ja, bom šel preveriti, če res brez skrbi. Sicer pa Auto Valis, ki na 17 trgih zastopa 30 različnih znamk, recimo pri nas Opel, Land Rover, Jaguar, Farizon in tako naprej, je zdaj pripeljal še kitajski Xpeng, tako da bo nekaj novih avtov. Okej. To so novosti na domačih cestah. Matej pa je že v začetku januarja bil na salonu v Bruslju, kjer je videl svetovne premiere avtomobilov, ki tudi kmalu pripeljejo k nam. Samo na hitro lahko ponovim kot vsako leto, da postaja avtosalon v Bruslju vsako leto pomenejši, odkar ni več tradicionalnega v Ženevi. Ampak mene to nič ne moti, ker je v bistvu sem še lažje priti, ni vse tako drago kot pri zlatarjih v Švici, čeprav dobro, tudi v Belgiji stvari niso glih poceni, ne? Je pa tale prostor manjši in lažji delaš, čeprav je pa kar velik znamk.
Začnem pa z največjo svetovno novostjo na tem salonu, Kia EV2. To je že 6. Kiin čisto električni model, če gremo od največjega, so to zdaj EV9, EV6, ki je bil leta 2021 prvi na čisto novi platformi in s to oznako, potem so tukaj še EV5, EV4, EV3 in zdaj še najmanjši EV2, ki bo pa baje najbolj priljubljen v Evropi in ki ima baje tudi največ karakterja, kot so malo prej povedali na razkritju svetu. To je v bistvu mali avtek iz segmenta B-SUV, ki pa ne bi bil zaradi namenske platforme prostoren kot avti v segmentu C. Dolg je samo malo preko 4 metrov, 6 cm več, tako da bo brez težav zapeljal tudi v tiste stare majhne garaže. Ker je oblika toliko glata, je kabina seveda brez težav uporabna in tudi zelo prilagodljiva. Zadnja klop se recimo vzdolžno pomika, v sredini so tukaj nastavljivi odlagalni prostorčki in ima celo nekaj uporabnih pravih gumbov. Ja? Prtljažnik mer v največji postavitvi do 403 litre, to je takrat, ko je klop pomaknjena čist naprej, pa še spredaj ima majhnega s 15 litri za kakšne kable polnilne. Od začetka ima na voljo tudi opremo GT Line, da bo izgledal tako z na videz takšnim širšim odbijačem, pa z dodatki v barvi karoserije, drugačnimi platišči, zelo simpatično. Itak. Bosta pa na voljo tudi dve varianti glede dosega, torej dve velikosti baterije, prva z 42 in večja z 61 kWh za doseg do 448 km po VLTP, kar sploh ni slabo za takšen majhen avtek. Nič niso povedali, kako hitro se lahko polni na enosmernem toku, samo da potrebuje približno pol ure od 10 do 80% napolnjenosti baterije. Mi je pa zelo všeč, da bo lahko ponudil tudi 22 kW polnjenje na izmeničnem toku, kar pomeni 3 ure, pa bo ta večja baterija polna recimo med parkiranjem v mestu, kar je super. Ta avtek se začne vsak čas proizvajati, v Evropi jasno, tako da bo že tam marca ali pa aprila pri nas. Druga pomembna novost pri Kii so pa različice GT pri modelih EV3, EV4 tamle pa EV5. Pri vseh je zdaj dodan še en motor zadnji, tako da imajo 4-kolesni pogon in skupaj 215 kW, to je skoraj 300 konjev, da bo letel. Pa ni samo več moči, tudi podvozje je tukaj elektronsko nadzorovano, zavore so boljše, oprema je bolj športna in pri EV4 tamle je na voljo še virtualno prestavljanje. Kia res verjame v električno prihodnost. Lani so v Evropi prodali že 23% vseh svojih novih vozil na elektriko, leta 2030 pa naj bi jih več kot 2/3. Ni kaj, ne? Če smo ali pa nismo za elektriko, v to gremo, pa ne samo zaradi birokratov tukaj v Bruslu. Evo, druga svetovno pomembna in zanimiva novost je pa Mazda CX-6e. Ampak to sem že obdelal v ločenem posebnem prispevku, kjer so me povabili na skrivni dogodek. Tako da grem zdaj pogledati še malo na ostale prostore, ker znali tukaj res ni malo, dejansko so vsi pomembni prišli. Najprej moram pokazati ta nori Mercedes AMG Pure Speed brez strehe. Samo tole vetrna zaščita ima čisto hudo, ampak seveda rabiš za to tudi čelado, če hočeš voziti ta avto. Tudi leti 3,6 do 100 na uro, 315 na uro največja hitrost, motor je seveda 4.0 V8 biturbo, eden redkih tukaj. No, je tukaj tudi kotiček dragih, če sem že pri tem, ne? Bugatti recimo kaže svoj Tourbillon, potem tamle zraven je Rimac Nevera, pa tamle malo naprej Lamborghini Revuelto, Bentley kaže pa Bentayga Speed. Maserati pa svoj MC Pura, to je takšen krasen kupé z V6 motorjem in končno hitrostjo več kot 325 km/h. Zraven pa še električne variante svojih obstoječih modelov Folgore. Ja, tudi to mora biti danes v ponudbi, ne? Tako kot Porsche tam ne kaže svoj nov električni Cayenne. Ta koncept sicer ni nov, mi je pa še zmeraj totalno hud, Audi RS6 GTO z več kot 600 konji. Največ oči tukaj se pa lep na njihov koncept C. To je pa tista ta prava Audijeva prihodnost. Škodin Epic bo po mojem velika uspešnica, ker bo dovolj majhen, ampak še vedno tudi dovolj prostoren za to, kar rabimo Slovenci. Doseg bo do 425 km. Tehnično isti avto bo v bistvu takšen ID Cross, pa tudi ID Polo v bistvu, ki je tamle za njim, ne. Drugače za te prave fene, ne, pa takšen Golf GTI 50. Ja, 50 let že praznuje. Kdo bi si mislil, da je že toliko star. Seat kaže tamle prenovljena Ibiza in Arona, čeprav vsi pa najbolj čakamo na tole
Cupro Raval. To bo prvi električni malček skupine Volkswagen na novi platformi in ki zapelje na ceste že v bistvu kar kmalu. Ford ima totalno cool štand, kjer klede dirka z modelčki na progi. To bi mogel enkrat volan organizirati, ja. No, drugače pa tam je še totalno huda custom, pa Ranger MSRT. To je za tiste, ki niti pri delovnih strojih ne morete brez športne preobleke. Še nekaj konceptov je zanimivih, recimo tale Dacia Hipster Concept, res cool zadeva, potem Hyundai Ioniq, verjetno bo to trojka, ker hudo izgleda, Renault kaže koncept električnega trafika, BMW pa verjetno svoj bodoči i3. Najbolj atraktiven je pa po mojem tale Citroen Elo s totalno prilagodljivo notranjostjo. Ja, to pa omogočajo električni avti, tudi če vam drugače niso preveč všeč. Kitajske znamke so dakle kar na kup. Tamle je BYD, potem tukaj je Xiaopeng, ki kaže svojo platformo, potem tamle naprej je NIO, tega pri nas še ni, ampak baje da pride. Zeekr je že pri nas, tega že kar dobro poznamo. Tukaj je pa v moda JQ in JQ kaže svoj novi JQ5, ki zna biti tudi pri nas ful zanimiv, zato ker bo imel dobro ceno za ravno pravo velikost. Subaru tamle kaže električni Outback, tukaj je pa čist nov električni model s ful hudim imenom Uncharted. Je pa to električni križanc, ki je v bistvu enak kot tamle naprej Toyota CHR+. In ko sem ravno pri Toyoti, prvič v živo vidim tudi novi Hilux, ki bi moral še naprej biti kralj terena. To je pa tam, kjer se naše lepe cestice končajo. Polestar, ki je v sorodu z Volvom, tukaj le kaže štirko, ki ima baterijo 100 kWh, tamle pa petko, ki ima baterijo s kar 112 kWh za res dolg doseg. Ampak tole je najbolj zanimiva stvar. Tukaj le prikazujejo, koliko enega materijala se ustvari, ko v zrak zraven izpustiš 1 kg CO2, tukaj zraven pa koliko se ob isti količini izpuščenega CO2 ustvari recikliranega materijala. Je kar velika razlika, ne? Ko pogledaš, koliko je tizga, pa kakšen drobižek je tega. MG kaže svoj novi električni S6, Lancia pa tukaj le krasno Y kot HF integrale, s katero se vrača očitno Aurelija. Alfa pa tamle na sosednjem prostoru s posebno serijo Luna Rossa, prav da se poslavlja svojo noro Giulio Quadrifoglio. Ja, tega avta ne bo pa režal. Ampak imam še dve svetovni premieri za pokazati. Dobro, pri obeh gre bolj za prenovo, ampak vse jo vidimo prvič v živo. Prva je Peugeot 408, druga pa Opelova Astra. Obe imata manjše izboljšave za moderne čase. To je pa po mojem zdaj to. Ja, lani je bilo precej lepše vreme, tudi Atomium se je tamle ful lepš bleščal. Danes pa že cel dan lije, zato je fajn, da se kar lepo skritkleje noter, dokaj nam mogo domov, ker čez 2 minuti že. Čeprav smo mi zelo dobro skočili v novo leto, pa promet na naših cestah žal ni, ker je statistika spet zelo slaba. Ja, žal je na naših cestah v letošnjem letu umrlo že 11 oseb. Trend je slab, zakaj tako v bistvu ne vemo. Dejansko je pa v več kot 90% razlog ali pa faktor za nastanek prometne nesreče prav človek. Se pravi, to smo spet mi, zavedajmo se te odgovornosti, bodimo osredotočeni in spoštujmo ostale okrog sebe. To je bilo že v prvi polovici februarja in to po lanskem letu, ki je že itak bilo slabo. Ja, žal se je drastično povečalo število smrtnih žrtev med motoristi in mopedisti. Teh je bilo skupaj 30, v letu prej samo 13. Žal se je izkazalo, da je bilo v več kot 50% motoristov takih, ki so sami povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom. Veliko med njimi je bilo voznikov začetnikov in pa tudi morda kakšni taki, ki imajo daljši staž, pa so morda starejši, so seveda toliko bolj ranljivi in se zagotovo potem lahko posledica
slabo zaključi. No, sej tudi ti si starejši motorist, moraš tudi paziti, kaj delaš na cesti. Res, predvsem starejši sem. V glavnem, vsi smo ogroženi, promet ni hec, čeprav včasih rečemo, da je kar žurka na cesti, ne, za te, ki se to radi vozimo. V glavnem, ne, če pa gledamo samo statistiko, ni tako slaba, če gledamo na daljše časovne obdobje. Dejstvo je, da je v Sloveniji bilo na tem področju v zadnjih desetletjih narejenega zelo veliko in tudi velik korak naprej. Če govorimo leta 1994 o 505 mrtvih in v lanskem letu smo beležili 93 smrtnih žrtev, ta trend gre nekako vedno v pozitivno smer. Ampak promet je vendarle neka živa materija, ki se spreminja iz dneva v dan in tudi pridejo leta v tem obdobju, ki so določena nihanja tudi v negativno. To dokaz je lansko leto, ko dejansko beležimo 93 smrtnih žrtev, bistveno več kot eno leto prej. To se pravi, policisti svoje aktivnosti usmerjamo predvsem v tiste dejavnike tveganja, ki so najpogostejši vzroki za prometne nesreče in pa seveda s katerimi lahko vplivamo na manjše posledice v prometnih nesrečah. In če gledamo za leto 2025, je policija izvedla dobrih 330 tisoč represivnih ukrepov, znotraj tudi nekaj opozoril, manjše število. In od tega največ seveda izvedenih ukrepov so za preveliko hitrost. To tudi zaradi tega, ker je prevelika hitrost najpogostejši vzrok za prometne nesreče, predvsem tiste najhujše v Sloveniji. In na tem področju smo izvedli 123 tisoč ukrepov. Ampak te številke nikoli ne povedo vsega. Je pa žalostno, koliko je bilo alkoholiziranih. To se pravi, policija je ujela 11 tisoč voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Ampak bolj zaskrbljujoč podatek je ta, da smo slabih 5 tisoč voznikov ujeli takih, ki so imeli zelo visoko stopnjo alkoholiziranosti, alkohola v organizmu. To je stopnja, ki omogoča tudi pridržanje voznika. Ja, in pas to, koliko je bilo zaseženih vozil lani? Zaseženih motornih vozil je bilo v lanskem letu čez 2500. Pri teh zasegih pa izstopajo predvsem vozniki, ki so vozili brez ustreznega vozniškega dovoljenja, to se pravi, ne posedujejo nekega certifikata, s katerim sploh lahko prideš na cesto in si lahko udeležen v cestnem prometu. Nekaj jih pa odpade tudi na predelana vozila in pa voznike, ki so v nekem obdobju večkrat kršili cestno-prometne predpise. Kje bo fokus policije letos? Policisti bojo imeli fokus predvsem na spoštovanje hitrosti, psihofizično stanje voznikov, kjer izpostavljamo ne samo alkohol, tudi droge in pa uporabo varnostnega pasu, varnostne čelade in pa seveda uporaba mobitela in drugih motilcev, ki seveda povzročajo to, da vozniki niso tako pozorni v cestnem prometu. Veš, mene še bolj šokiral podatek, koliko se jih še vedno voz nepripetih med vožnjo. Jaz se sploh ne znam več odpeljati, če se prej ne prepnemo. Drugače je bilo pa 12 žrtev lani nepripetih, 24 tisoč je bilo pa izrečenih ukrepov zaradi tega, ker folk ni bil prevezan. Mislim, dajte se prepeti, res ni težko. Predvsem tudi na tistih zelo kratkih razdaljah, ker glih te so največji problem. So, ja, drugače pa še ena stvar je recimo zanimiva, ne? Kater dan je v tednu najboljši, pa kater najslabši za na pot? Ja, iz statističnih podatkov je razvidno, da je bilo največ prometnih nesreč ob sobotah, drugi najbolj obremenjen dan je bil petek, najmanj pa ob četrtkih. To pomeni, da ravno takrat, ko se ljudje odpravljajo na vikend ali pa morda kdaj na kakšno večerno zabavo, takrat je največja možnost za nastanek prometne nesreče in seveda tudi najhujše posledice. Dobro, ne moramo vedno izbirati, kdaj gremo na pot. Če se da, pa dajte splanirati svoje potovanje, izlete in obiske na tiste dneve, ko je bolj varno na cestah. Naslednji teden boste videli, kako sem skupaj s Volkswagenom praznoval 50-letnico Golfa GTI. Ja, toliko je že stara ta ikona v svetu avtomobilizma. Matej je prvič v življenju videl čisto novo Mazdo CX-6e. Testirali smo en velik in lep Volvo, v pečici imamo pa ekskluzivno reportažo iz Indije. Čez 2 tedna jo boste videli samo pri nas. A je bilo res tako bedno na cestah? Mislim, totalen kaos je, ne? Ja. Pravil, kada jih ni, spet semafori, kada jih ni, potem, ko imaš recimo dvopasovnica, pa se voziš v svojo smer po levi, se vozijo tep nasprot po tvojemu pasu, čeprav ima tam svojega, ne, pa še ograja vmes, Ja. Potem kup enih krav, psov, kost na cestah, v glavnem cela žurka, ki to v resnici ni. Škoda, da ste se živa vrnila nazaj, ne? Ja, mislim, tudi to, ampak v končni fazi je pa tudi kakor pri nas. Če dobro predvidevaš, nimaš večjih težav. Koliko dni sta bila?
Dobrih 10. Od tega 3 na WC-ju? Ne, samo 2. Ko mi že čakam to reportažo. No, do naslednjič spremljate na naši spletni strani volan.si, tudi na socialnih omrežjih Facebook in Instagram, ter na YouTubeu in TikToku smo. Se vidimo!